V teh dneh je večina govora o koronavirusu. Kako se v varstveno-delovnem centru spopadate s tem? Glede na našo dejavnost smo najprej kar nekaj časa namenili temu, da smo predvsem pomirili naše uporabnike. Seveda pa ob tem izvedli tudi vse ukrepe. Sledimo priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki zaenkrat nekih ukrepov za tovrstne dnevne oblike še ni zavzel, seveda pa striktno izvajamo higieno kašlja in higieno rok. Smo pa omejili oziroma prepovedali obiske v institucionalnem varstvu v Škofji Loki, kjer živi 25 naših uporabnikov. Moram reči, da naši uporabniki zelo dosledno sledijo tem navodilom, razkužujemo dnevno prostore, predvsem te taktilne površine. Zaenkrat nimamo nobene informacije, da bi kdo imel kakšne zdravstvene težave. Je pa res, da smo zelo veliko preventivnih ukrepov izvajali že ob prvih izbruhih gripe. Vseeno pa so vaši uporabniki se udeležili zdraviliškega zdravljenja v teh dneh? Ja, vsako stvar oziroma vsako vsebino na nek način skušamo res oceniti neko tveganje. Prva skupina uporabnikov je šla na letovanje v Toplice. Ocenili smo, glede na to, da tudi v Toplicah pravzaprav zdaj še ni veliko ljudi, da to ne predstavlja nekega dodatnega tveganja. Verjamemo, da bojo tudi v Toplicah seveda oni izvajali potrebne ukrepe. Je pa žal, to je povzročilo kar veliko razočaranje. Včeraj je bila odpovedana Planica, kamor nas vsako leto pelje Zavarovalnica Triglav. To letos pač ne bo izvedljivo. In prav tako smo odpovedali že načrtovane športne igre na nek način v sodelovanju s Tekaškim klubom Kranj. Tek na smučeh na Pokljuki. Tudi to je razočaranje, ampak verjamem, da bomo te vsebine, ko bo stvar mimo, lahko nadoknadili. Vidim pa, da se uporabniki lepo sprehajajo in uživajo na igralih, tako da svežega zraka jim ne primanjkuje. Ja, nasprotno, gibanje na svežem zraku jim zelo priporočamo. Tudi res v parku izjemno radi bodi si telovadijo, bodi se podružijo. Tako da tisto, kar se mi zdi najpomembnejše, je res to, da jih ni prevzela neka panika in strah, ki te stvari oni pač doživljajo še bolj intenzivno kot mi. In tega na nek način smo se najbolj bali. Ja, moram reči, da danes zjutraj, ko sem poslušala poročila, prvič sem zaznala mogoče malo optimizma, da stvari absolutno niso zastrašujoče v smislu, da bi se zdaj res bali, kakšna epidemija se nam bo zgodila. Jaz verjamem, da bomo z nekim res odgovornim pristopom slehernega od nas uspeli to zajeziti in da bomo lahko zaživeli spet nazaj v normalnem tempu.